Iz današnje epizode soavtorica projekta Varno potujem, svobodno raziskujem Agnes Kojc. Železniški uslužbenec ni na pravi način dvignil vozička v vlak, v vagon in je pri tem poškodoval zadnja kolesca. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Je pravzaprav kar težko najti podatke o tem, kateri od mnogih izvrstnih gostinskih lokalov, poleg dobre gastronomske ponudbe, nudijo tudi ustrezne toaletne prostore, torej prostor, ki je prilagojen invalidskemu vozičku. In pravnica Mišelin Lee. Where it does count a lot in relationship. Ključno pri odnosih je priznanje, da osebe z invalidnostjo potrebujejo ljubezen in intimnost, prav tako kot vsak drug. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli v novi epizodi podcasta zagovornika načela enakosti. V prejšnji epizodi smo vam na kratko predstavili idejo univerzalne dostopnosti, torej idejo družbe, kjer bomo imeli vsi, tako osebe z invalidnostmi kot tiste brez invalidnosti, kar se da enak dostop do stavb, prometa, izobraževanja, zdravstva, sociale, zaposlitve, športa, zabave, dobrin in storitev. V današnji epizodi bomo na temo univerzalne dostopnosti najprej slišali nekaj osebnih zgodb. Na koncu pa bomo v pogovoru z gostjo razmišljali o še enem pomembnem vidiku dostopnosti. O dostopnosti do prijateljskih, partnerskih, intimnih in seksualnih razmerij ter odnosov. Poglobljeno o diskriminaciji. Skupina mladih z osebno izkušnjo z različnimi invalidnostmi se je zaradi neskladnosti med dostopnostjo prevozov na papirju in v praksi odločila preveriti, kakšne so njihove možnosti potovanja z različnimi prevoznimi sredstvi. Pod okriljem zavoda Odtis so izvedli projekt Evropske solidarnostne enote Varno potujem, svobodno raziskujem. Rezultat: spletna stran in e-knjiga s številnimi uporabnimi podatki za varno potovanje za osebe z invalidnostmi. V ekipi je bila tudi doktorska študentka Agnes Kojc, ki smo jo povabili pred mikrofon. Jaz sem Agnes Kojc. V tem projektu sem sodelovala v sklopu zavoda Odtis skupaj z drugimi člani. Sicer sem oseba s cerebralno paralizo, drugače prihajam iz Maribora, ampak sem aktivna tudi drugod po Ljubljani, v Sloveniji, tudi na evropski ravni. Sem članica opazovalka Evropskega foruma hendikepiranih, prav tako sem članica Evropske zveze za cerebralno paralizo, tako da imam kar veliko izkušenj že z mednarodnimi projekti, pa tudi evropskimi. Sicer pa sem prevajalka, lektorica po poklicu in pa doktorska študentka slovenistike. Super, hvala lepa. No in pred kratkim ste zaključili projekt Evropske solidarnostne enote, Varno potujem, svobodno raziskujem, kjer ste se lotili vprašanja dostopnosti prevozov. Zakaj ste se lotili tega projekta in kaj vas je motiviralo? Kaj je bil razlog, da ste naredili projekt in da ste ga izvedli? Glavna motivacija, zakaj je v bistvu sploh prišlo do pobude za ta projekt, je bilo, da bi imeli neko platformo, nek prostor, kjer bi bile vse informacije v zvezi z dostopnim prometom, z našimi pravicami kot potniki z oviranostjo, da bi bilo vse to skupaj zbrano na enem mestu. Zdaj sicer naš projekt se je sicer res tudi zaradi populacije naše skupine osredotoča predvsem na gibalno oviranost in pa zato smo tudi želeli tudi gibalno oviranim potnikom predvsem ponuditi te zbrane informacije. Tako da to je bila neka glavna motivacija, neka preglednost, ker smo opazili problem, da ko se ljudje z oviranostjo, pa vzamemo recimo tukaj gibalno oviranostjo,
odločajo za potovanja recimo, ne, in imajo probleme, sploh če to delajo prvikrat, kako pristopiti do nekega načrtovanja poti in pa kje najti najbolj zanesljive informacije in pa pregledne informacije, če se slučajno kaj zalomi, da veš, kakšne pravice imaš, kakšne dolžnosti, kaj gre skozi vsaj na papirju, kaj pa ne gre. Vemo pa, da se papir in praksa, kot smo potem tudi ugotovili v sklopu projekta, velikokrat razlikujeta, ne, da eno je napisano, drugo pa potem dejansko nudijo oziroma je omogočeno. In kako ste si zastavili delo? Kaj ste vse preverjali? Ker na tej spletni strani, a ne, so podatki o tem, kako zakonodaja predvideva pravice oseb z invalidnostmi pri prevozih, pravice potnikov in tako naprej, pa seveda tudi osebne zgodbe. Videli smo tudi fotografije, kjer se vidi, da ste tudi nekatere prevozne sredstva oziroma nekatere prevozne možnosti testirali. Kako ste si zastavili delo in kaj vse ste počeli? V bistvu, tako kot spletna stran že nakazuje, smo si zastavili delo in s teoretičnega vidika in potem s praktičnega vidika. Najprej v začetku projekta smo opravili ta teoretični del, ki je bil bolj raziskovalno usmerjen. To pomeni, da smo si razdelili po sklopih različna področja. Ne vem, kolegica je na začetku imela recimo pravice potnikov, sploh kakšne so naše možnosti v okviru zakonodaje. Potem smo recimo se usmerili na posamezna področja prevozov, na primer, jaz sem s kolegico recimo raziskovala železniški promet, potem smo imeli tudi letalski promet, pa vožnjo z avtobusi, potem tudi, ne vem, smo preverili, kako je z ladijskim prometom. Vsa ta glavna področja, tudi nastanitve v hotelih in pa samo to accommodation options smo preučevali, recimo, kaj nam morajo nuditi neke nastanitve, da so dostopne recimo. Potem tudi recimo posebej smo se lotili teme nadomestnih prevozov, in ko smo to teorijo v bistvu zbrali na kup, smo pa potem preizkusili še v praksi. To smo si pa v bistvu tudi v skupini razdelili, torej smo šli ali v paru ali v manjših skupinicah na neke destinacije. Ne vem, recimo s kolegico sva šli z vlakom iz Ljubljane v Kranj in potem testirali, kako v bistvu potovanja potekajo v praksi. Tako da v bistvu te osebne izkušnje so rezultat teh naših potovanj, pa tudi recimo preteklih izkušenj, ki smo jih doživeli kot potniki. Tako da smo vse združili, v bistvu teorijo, pa potem na teoriji preverjali osnovo, torej prakso, kako torej stoji zadeva v vsakdanjem življenju, ne. In katere so bile vaše osnovne ugotovitve? Kaj ste ugotovili po vsem tem zbiranju podatkov in testiranju? Jaz bi rekla, pa tudi na zaključnem dogodku smo imeli zanimivo debato o tem, da v bistvu v teoriji je marsikaj napisano, recimo v zakoni o posameznih, ne vem, vejah prometa, o naših pravicah marsikaj govorijo, ampak potem, koliko je pa to v praksi upoštevano, je pa spet druga pesem, zaradi tega, ker so bile sicer narejene določene izboljšave, ne vem, v zadnjih letih, ampak nekaj pa se še vseeno velja izboljšati. Mogoče, če tukaj čisto svojo izkušnjo oziroma izkušnjo, ki so jo imeli s Tamaro, povem, ne, kaj sem jaz najbolj opazila, ker to potovanje v Kranj je bilo moje prvo potovanje z vlakom v Sloveniji. V tujini sem že koristila železniški promet, doma pa še ne. In tu sem imela lahko primerjavo, ne, kako je recimo v Belgiji z vlaki, kako pa pri nas, ne. In sem videla recimo, kje se zatakne, tudi na Tamarinem primeru, na primer, ko železniški uslužbenec ni na pravi način dvignil vozička v vlak, v vagon in je pri tem poškodoval zadnja kolesca, recimo, ne. Tako da tu vidim, kaj je največji problem. Ja, že itak pri organizaciji same asistence, potem tudi si lahko tudi v strahu, če dobiš v redu asistenco nudeno ali ne. Tudi recimo vsi vlaki niso dostopni recimo za potovanja, ampak še ena pereča zadeva, ki sem jo jaz recimo opazila,
da tudi sami delavci v javnih prometnih službah niso poučeni o tem, kako ravnati recimo z našimi pripomočki, z vozički, potem tudi s hoduljami. In niti v bistvu, kako nas usmeriti na nekih takih, ko imaš sam neka vprašanja, ne, ker tudi oni sami so jim malo šteka ta medsebojna komunikacija in verjetno, recimo nama se je zgodilo, da v Ljubljani so vedeli, da sva rezervirali asistenco za vlak, ne. V Kranju pa gospa ni imela pojma, da sva klicali asistenco, in potem smo morali to vse urejati na licu mesta, ne, tako da tu se vidi, čeprav sva potrdili za obe strani, recimo, ne, se tu vidi šum komunikacije z njihove strani, ne. Potem pa tudi sem v sklopu projekta še jaz v bistvu preverjala, če bi se lahko peljala recimo iz mojega domačega kraja, to je v Jurovskem Dolu, v Maribor, ne, z avtobusom, in mi je gospa tudi a priori rekla, da pač ti medkrajevni avtobusi, ta linija ni prilagojena in sploh me ni obvestila o kaki alternativni možnosti, ne. To pomeni, da če jaz ne bi imela svojega avtomobila, ne bi mogla niti v Maribor recimo z mojega kraja, ne. Tako da tu so te razpoke, ko smo jih videli, da obstajajo. V primerjavi s teorijo in prakso, ko v bistvu je teoretično pa napisano, da smo upravičeni tudi do nadomestnega prevoza, ne, potem vidiš, da v resnici ni tako enostavno, ne. In ker ste preverjali železniški promet, pa avtobusni promet, celo ladijski in letalskega, kako bi strnili recimo ugotovitve, kje je največ izzivov in kje je najbolj urejeno? Najbolj urejeno zdaj relativno težko reči, kje je, ker ima vsak posameznik svoje izkušnje, recimo jaz, nekateri moji kolegi so imeli zelo slabe izkušnje z letalskim prometom, jaz osebno, razen manjših kregarij zaradi baterije oziroma jakosti baterije na vozičku, nisem imela nekih večjih težav. Kaj pa v bistvu lahko strnemo, je, da so največji izzivi najprej v sami tehnični prilagoditvi, recimo sploh če gledamo avtobuse ali pa taksije, na kakšen način recimo bi tudi medkrajevne avtobuse lahko prilagodili, da bi šel recimo električni voziček v avtobus. Potem tudi, ne vem, pri ladijskem prometu, kaj se recimo zgodi, ne vem, z vožnjo po različnih z različnimi križarkami ali pa s trajekti, torej da bi imeli neko platformo ali pa neko brošuro, karkoli, da bi si lahko predhodno že pogledali te informacije, torej da ne bi potem prišel do neke ladje ali pa čolna, pa bi potem bil presenečen: ne morem gor", ne. Torej da bi ponudniki že naprej nudili te informacije, torej če je prilagojeno, če ni, kakšni izzivi so, ne. Pa predvsem se mi zdi, da še v Sloveniji manjka ta fleksibilnost, ne, sploh v primerjavi s Švico, ker tudi tam recimo sem imela izkušnjo v letošnjem letu potovanja z vlakom in sem videla, kako sistem teče usklajeno, nemoteno, da sploh ni nekih ovir pri recimo rezervaciji asistence, da se ti ne zgodi, da ostaneš brez. Se mi zdi, da tu ta pretočnost v Sloveniji še manjka, ne, da bi bolj usklajeno delovali kot enota, ne. In zdaj, bi lahko rekli, da če si oseba, ki uporablja invalidski voziček ali pa imaš neko gibalno ali pa senzorno oviranost, je v primerjavi z osebami brez teh oviranosti potrebno nekaj več časa za pripravo za ta potovanja? Zagotovo. Mislim, spet odvisno, kaka oseba si, nekateri grejo avanturistično recimo probat, pa pač vidijo, če gre, če ne, ne. Če pa si oseba, ki potrebuje neko stabilnost, neko fiksnost, ne, ali pa če imaš recimo dogodke, ki so potem nujno obvezni, ne, za udeležbo, pa zagotovo potrebuješ več časa, da si neko potovanje zorganiziraš, ne, ker recimo lažje je odpovedati prevoz, če hočeš, ne vem, iti samo casual v mesto, na primer, ne, ali pa če imaš neki dogodek, na katerega moraš nujno priti, ali pa rezerviran dopust ali pa karkoli. Tu pa potem vidiš, da se ne moreš kar tako na hitro prilagoditi in da se moraš dejansko pripraviti, ne, da veš, kaj vsaj približno pričakovati oziroma kake opcije so, ne. Ker na nekatera potovanja, nekatera prevozna sredstva je treba najavljati, a ne, Ja. prisotnost invalidskega vozička tudi do 48 ur vnaprej. Ja, to je predvsem pri letalskem prometu in pa pri železniških prevozih,
kar se mi zdi po eni strani tudi diskriminatorno do neke mere, okej, pri letalskem prevozu še razumeš, ker je pač to res posebno vrsto, ne, ampak vlak, ki pa, kot vemo, postaja vedno bolj zaželeno sredstvo potovanja, ne, pa tudi vedno bolj priporočljivo, če gledamo v smeri zelene Evrope, ne, bi pa pričakovali recimo tudi večjo fleksibilnost, torej da se lahko jaz zdaj ta trenutek odločim pa rečem recimo: "Jaz pa hočem iti danes ob tej uri z vlakom v Ljubljano, ne." Tudi popolna raven nediskriminacije bi bila ravno v tem, če bi lahko jaz to zbrala svobodno, brez da bi mi bilo treba posebej najavljati, da pridem, ne. Sploh če recimo potujem brez asistenta, da mi potem tudi to omogočajo, da sem lahko samostojna, ne, če pa z asistentom pa sicer imam pomoč, ampak vseeno bi še vedno imela pravico takojšnje izbire, ko pa zdaj recimo nimam, ne. In to se mi zdi, da je res malo zavirajoče v sistemu, ne, ta napoved. Vsa ta navodila, podatke in koristne informacije za osebe z gibalnimi oviranostmi, ki želijo potovati, so zdaj zbrane na spletni strani. Kje jih najdemo in kaj vse najdemo na tej spletni strani? Na spletni strani, na naši spletni strani projekta Varno potujem, svobodno raziskujem, imamo različne zavihke, tam so zbrana vsa ta teoretični okvirji, kot sva že jih omenila prej. Zanimive pa so tudi osebne zgodbe, naše osebne dogodivščine, tudi zbrani so vtisi, se mi zdi, ko je del ekipe v bistvu potoval z ladjico po Ljubljanici, tako da smo tu še preizkusili malo turistično dostopnost in to je, se mi zdi, kar lepo šlo. Tako da se mi zdi, da te osebne zgodbe v bistvu še dodajo neko piko na i tej teoriji, da ljudje v bistvu sami vidijo, ker veliko ljudi si ne predstavlja, s kakšnimi problemi se lahko soočamo kot potniki z oviranostjo, in se mi zdi, da na ta način lepo plastično prikažemo, kaj vse je treba še narediti oziroma s kakimi nesporazumi, pripetljaji se vse soočamo. Tako da se mi zdi, da ta spletna stran je za nekega obiskovalca, ki si želi načrtovati potovanje ali pa ki se želi seznaniti s to tematiko, kar dober začetek, no. Imamo pa tudi e-priročnik oziroma e-knjigo, ki pa tudi še podrobneje v bistvu strne naše teoretične ugotovitve in pa predstavitve posameznih vej potniškega prometa, tako da to je tudi lahko neko orodje za spoznavanje, ne. Če bi lahko zdaj svetovali tistim, ki so na pozicijah moči in odločajo o ureditvi prometnih povezav, kaj bi jim svetovali, katere ukrepe naj sprejmejo, zato da bi povečali dostopnost prevoznih sredstev za osebe z gibalno in senzorno oviranostjo? Zagotovo to, ko sem že prej omenila, da postanejo bolj fleksibilni v smislu najavljanja prevozov, torej kot sem povedala primer z vlakom, ne, da se lahko svobodno odločamo, kdaj bomo šli. Tudi nasploh se mi zdi, je to področje, ko bi ga bilo treba v Sloveniji še bolj spodbujati, da imamo res dobre vlakovske povezave, zato ker sploh zdaj, ko se dela ta avtocesta, na primer, ne, Štajerska avtocesta, je zelo, mislim, ni nemogoče priti, ampak je zelo zamudno priti iz Ljubljane v Maribor, na primer, in obratno. Vemo, da je Ljubljana središče, da večina ljudi, vključno recimo z mano, ima tam službe, obveznosti, in se mi zdi, da vlak bi bil taka zelo dobra protiutež, da se recimo v primerih takih gradenj zmanjšajo te gneče na cestah, ne, predvsem zaradi domačih potnikov, ne. Potem, kar je še pomembno, je to, na primer, da pri medkrajevnih avtobusih poskušamo najti neke nove modele, ker recimo so že tudi v tujini so medkrajevni avtobusi že lahko dostopni oziroma so prilagojeni. Tudi, da recimo vključimo to periferijo v središče, ne, ker se mi zdi, da v Sloveniji je velik problem, da ta obrobna področja še vedno ostajajo izven ravno zaradi teh slabih povezav, ne. To pa v bistvu ne škodi samo oviranim ljudem, ampak recimo tudi starejšim, ki nimajo izpita za avto, ne. Tako da bi taki ukrepi pomagali tudi tej populaciji. Potem veliko se govori o teh pametnih mestih, ne. Se mi zdi, da če bi tudi potniški promet zasnovali po principu te ureditve pametnih mest,
oziroma tudi potem supermest, kot se zdaj že tudi govori o supermestih, da bi potem tudi s pomočjo teh novih tehnologij umetne inteligence, če gremo v to smer, bi recimo tudi potem doprinesli kaj izboljšavo, ne. Tako da bi bilo smiselno, da bi odločevalci gledali v prihodnost, pa potem tudi vzeli primere dobrih praks v razvitih predelih, kjer pa že, ne vem, več let teče ta utečenost, recimo, ne. Tako da se lahko potem tudi drug od drugega učimo, ne. Tudi usposabljanje, izobraževanje, ozaveščanje ja. pomaga. To pa predvsem, to pa je še tretja plast, ki je zelo pomembna. Ozaveščanje vseh uslužbencev na na potniškem prometu, tudi recimo, ko govorimo o destinacijah, ne vem, turističnih, delavcev v turizmu, tudi arhitektov samih po sebi, ne, da že v osnovi začrtajo stavbe, poti, ki so dostopne vsem, ne. Zdaj ne glede na to, ali si oviran ali ne, da je res ta neki univerzalni dizajn, da lahko potem uporabljajo vsi, ne. Torej brez neke skupine v ospredju, ampak da je splošno dostopno. In pa da se govori o problemih, o težavah, ki nastanejo, ko se mi zdi, da veliko delavcev, pa saj ne samo v potniškem prometu, tudi v drugih sektorjih, ne pozna različnih oviranosti, tudi različnih invalidnosti, ne, da je treba pač k vsakemu posamezniku večkrat individualno pristopiti. In se mi zdi, da bi s temi ozaveščanji zelo doprinesli k temu, da bi pač se ta razkol med nepoznavanjem in pa dejansko nekim dejanjem zmanjšal. Po vsem tem raziskovanju in pa potem tudi praktičnem delu, in zdaj, ko je projekt zaključen, kaj bi svetovali recimo osebam z invalidnostmi, ki želijo potovati? Najprej v prvi vrsti, da ko si izberejo recimo destinacijo, preverijo, katere so najbolj učinkovite povezave do nje. Če potujejo z letalom, katero letališče je recimo najbližje, iz katerega letališča so recimo potem nudene tudi povezave do želenega cilja. Potem tudi včasih se zgodi, da letalo ni najboljša opcija, lahko preverijo tudi kake druge opcije, recimo, ne vem, vlak ali pa avtobus ali pa karkoli drugega. Skratka, da se informirajo. Prvi korak je informiranje, potem drugi korak pa je, da dejansko so zelo pozorni na take malenkosti, ko bi lahko povzročile težavo, recimo, ne vem, potovanje z električnim vozičkom pa letalo, na primer, da dobro ti znaš povedati uslužbencem svoje lastnosti vozička, recimo, ne, da potem ne poškodujejo baterije, oziroma da preveriš mogoče, katera letalska družba bolj komplicira kot druga, ker lažje je mogoče iti s tistimi, ki imajo manj stroge regulacije, kot recimo z nekom, ko zelo komplicira, ne. Ker to je tudi še eno področje, ki bi ga bilo treba poenotiti, da bi nasploh ti okviri bili bolj fleksibilni, ne, tako da to je treba preveriti. Pa potem tudi na splošno, glede na tip potovanja, pač kaj bi ti bilo kot osebi, ki si manj mobilna, ki pač dolgotrajno sedi, kaj bi ti bilo najmanj naporno, no, to je tudi zelo pomemben element, da vseeno kljub temu, če potuješ, da ti je potovanje neki užitek, da ti ni breme, ampak da z veseljem v bistvu to počneš, ne. Ker je odprtih vprašanj še veliko, in še veliko stvari je treba postoriti, da bi zagotovili univerzalno dostopnost pri potovanju tudi osebam z invalidnostmi. Ali načrtujete dodatne raziskave, dodatne testiranja, dodatne projekte, obogatitev spletne strani, kako kaj načrtujete naprej? Zagotovo mislim, da še bo veliko podobnih tem v prihodnosti. Mislim, da se bo tudi spletna stran posodabljala zaradi tega, ker bodo ljudje začeli res odkrivati to področje, tudi mogoče svoje zgodbe deliti. Opažamo že neke spremembe, recimo zadnjič se je prijateljica peljala s prilagojenim avtobusom iz Kranja v Ljubljano, tako da res vidimo, da so pač nekateri že začeli, da je projekt v bistvu že začel rojevati neke sadove. Ampak mislim, da se bo pa to res nadgrajevalo, pa tudi mogoče ne samo z Erasmus projekti, mislim, da tudi
bodo določene organizacije in pa zveze tudi globalno začele to področje bolj prioritizirati, ne. Ker se mi zdi, da samo če bomo opozarjali in govorili in ozaveščali in bili glasni, ne, bomo lahko nekaj dosegli. Tako da bo se še definitivno dogajalo, ne. Agnes Kojc, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za povabilo. Spletno stran Varno potujem, svobodno raziskujem najdete na vseh spletnih brskalnikih. Preprosto vtipkajte Varno potujem, svobodno raziskujem. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov državi nalaga obveznost, da javni avtobusni prevoz zagotovi z dostopnimi vozili za gibalno in senzorno ovirane. Rok za prilagoditev avtobusov se je iztekel 11. decembra leta 2020. Zagovornik načela enakosti je pri preverjanju stanja ugotovil, da avtobusni prevozi kljub zakonski obvezi žal še niso v celoti dostopni. Če vas zanima več, vabljeni k prebiranju 6 posebnih poročil zagovornika o dostopnosti. Najdete jih na spletni strani Zagovornika načela enakosti na naslovu www.zagovornik.si. www.zagovornik.si. Med nedavnimi pripravami na gostovanje Berkeleyjeve konference v Ljubljani smo tudi pri Zagovorniku načela enakosti v praksi spoznali, s katerimi in kolikšnimi ovirami se vsakodnevno soočajo osebe z invalidnostmi zaradi nedostopnosti. Miha Lobnik. Tudi nas je pravzaprav presenetila ta izkušnja, da smo naprimer spoznali mnogo vidikov, izzivov, s katerimi se soočajo ljudje z invalidnostmi, namreč gostujoča profesorica iz Avstralije, ki je sem pripotovala čez več kot pol sveta z svojim težkim električnim invalidskim vozičkom, ki ga uporablja, je jasno predstavila potrebe, ki jih kot oseba z invalidnosti ima v vseh prostorih, kjer je potekal program konference. In izzivi so se začeli že pri organizaciji prevoza iz letališča Jožeta Pučnika na Brniku do Ljubljane, pri iskanju primernega hotela, ki ima primerne sobe za takšne goste, pa potem nadaljevali. Tudi v kontekstu Pravne fakultete v Ljubljani je obstajal toaletni prostor namenjen ljudem z invalidnostmi, vendar smo ugotovili, da ni bil v celoti skladen z standardi, ki pa zagotavljajo tem osebam samostojno uporabo teh sanitarij. In seveda se zavedamo, da je za ohranjanje dostojanstva in njihovo pravzaprav integriteto izjemno pomembno, da je javni prostor vsepovsod prilagojen tako, da se v njem kljub svojim invalidnostim lahko prosto gibljejo in ga uporabljajo. Zato se je seveda fakulteta izvrstno odzvala in organizirala tista manjša gradbena dela, ki so bila potrebna za to, da je potem lahko ona ves čas konference samostojno uporabljala tudi toaletne prostore. Imeli smo izzive tudi pri zagotovitvi primernega prostora za sklepno skupno slavnostno večerjo in smo veseli, da smo to lahko izvedli v veliki dvorani hotela Union v Ljubljani. Na zadnji dan, ko pa smo pravzaprav spontano za skupino avstralskih profesorjev in profesoric želeli še v središču Ljubljane povečerjati, pa smo skupaj z njimi odkrili, da je pravzaprav kar težko najti podatke o tem, kateri od mnogih izvrstnih gostinskih lokalov, poleg dobre gastronomske ponudbe, nudijo tudi ustrezne toaletne prostore, kadar je v skupini kdo, ki potrebuje torej prostor, ki je prilagojen invalidskemu vozičku oziroma njihovi invalidnosti. In to nas je podučilo o tem, da moramo tudi v naših mestih pripraviti ustrezne sezname, zemljevide, najprej o tem, kje lahko ljudje, ki so na invalidskih vozičkih, uporabljajo javne sanitarije, ker ko se gibljajo čez mesto, seveda morajo tako kot vsi mi imeti možnost, da če je
je to njihova potreba, da opravijo tudi pač svoje seveda male in večje potrebe. To je pravica vsakega človeka v javnem prostoru in nam, ki nimamo težav z gibanjem, je to samoumevno. Preveriti pa moramo, kako bomo javni prostor za začetek mapirali tako, da tisto, kar je že na razpolago, jasno postane vidno uporabnikom, tudi tujim, kot je bila naša gostja. Potem pa se seveda vprašati, ali je frekvenca teh prostorov, te infrastrukture dovolj velika, da se oni lahko svobodno gibljajo, naprimer po širšem središču Ljubljane. Enako velja za lokale. Potrebno bi bilo, da se ustvarijo takšne digitalni zemljevidi, ki zlahka neki osebi ali prijateljem osebe, ki je na invalidskem vozičku, povedo, kateri lokali so dostopni in kateri ne. Zelo nas je pravzaprav presenetilo, da tudi nekatere novejše stavbe v Ljubljani naprimer imajo primerne invalidske toaletne prostore, če tako rečem, ki pa niso dostopne, ker so dostopne samo po stopnicah, in to bomo seveda raziskovali naprej. Naj se navežem na dejstvo, da bo decembra letos v Sloveniji po 15-letnem prehodnem obdobju začela veljati zakonodaja, po kateri mora biti ves javni prostor dostopen ljudem z invalidnostmi. Seveda, da čisto vsi lokali, čisto vsi majhni, torej kafiči, kot se rečemo slengovsko, in podobni, da obstaja tukaj neka razumna prilagoditev, vendar se bomo morali v Sloveniji pogovoriti o tem, kaj to pomeni in kdo bo to interpretiral. Ali bo to vprašanje števila obiskovalcev tega lokala, števila miz, kvadrature prostora. Torej, kdaj bomo kot družba rekli, da ko imaš tako velik lokal, pa si že dolžen dograditi sanitarije tako, da jih bodo lahko uporabljali tudi ljudje z invalidnostmi. Ta proces nas čaka, saj bi sicer bila sprejeta zakonodaja, ki je predvidela 15-letno vmesno obdobje, v katerem se je marsikaj že postorilo, vendar le prihaja sedaj v prakso in ne sme ostati samo črka na papirju. To vrednoto, ki je v zakonu vpisana, moramo po eni strani živeti, torej se spraševati, ali so javni prostori zares sedaj v skladu z tem, kar smo zapisali. Po drugi strani pa tudi razmisliti o nekem sistemu nadzora, v katerem je potrebno z določenim inšpekcijskim pristopom spremljati, ali se to uresničuje, ali niso recimo takšne sanitarije založene s kakšnimi škatlami, ki pač niso bile pospravljene kam drugam, da je tam treba vzdrževati vso opremo, da je treba pregledati, da je ta oprema pravilno nameščena, kajti ljudem je vsak centimeter odmika od tega, kar so navajeni, pomemben. Oni se morajo namreč čisto preprosto z rokami, z močjo svojih rok prestaviti iz vozička na pač to letno školjko. In da to lahko naredijo sami, mora noter v tem prostoru vse funkcionirati. In takrat ohranijo tudi svoje dostojanstvo, da kadar pač morajo, se lahko samostojno opravijo to, kar želijo, in pri tem seveda je absolutno nesprejemljivo, da bi imeli sistem, kjer bi morali k temu njim pomagati drugi, kajti to absolutno njih postavlja v podrejen položaj, če si seveda tega popolnoma ob možnosti, da to storijo sami, ne izbirajo sami. Zato smo tudi pri zagovorniku povprašali mestne občine v Sloveniji o tem, ali že vodijo sezname gostinskih obratov, ki imajo sanitarije namenjene ljudem, ki so gibalno ovirani, in koliko nasplošno sanitariji imajo v mestu, ki so na voljo ljudem, ki so gibalno ovirani, ali so že pripravili nekakšen interaktivni zemljevid. In to je prvi korak, popis stanja.
da bomo lahko skupaj z civilno družbo, torej organizacijami, kot je Nacionalni svet invalidskih organizacij, presodili, ali je sedanja gostota teh objektov dovoljšna ali pravzaprav premala in zato ovira prosto gibanje ljudi z invalidnostmi v javnem prostoru. Ne smemo pozabiti, po konvenciji o pravicah ljudi z invalidnostmi se moramo kot družba ves čas truditi, da so vse pravice, ki so prosto gibajočim samoumevne, tudi na razpolago ljudem z invalidnostmi. Torej tudi oni imajo pravico, da se odpravijo v mesto samostojno na tej poti, pa seveda, da lahko konzumirajo storitve in dobrine, ki so na voljo javnosti, to so lokali, to so muzeji, to so turistični objekti in to počnejo kar se da samostojno, da je ta njihova pot glede na njihovo okoliščino predvidljiva, da lahko načrtujejo dobro pot, da pa ves čas vejo, če bodo morali, kje bodo našli, na primer, primerne toaletne prostore. To je razumevanje invalidnosti skozi človekove pravice. To so prilagoditve, ki jih družba zlahka naredi, zato da je bolj vključujoča in da preide iz izključevanja ljudi z invalidnostmi v njihovo polno integriranost in preide iz načelnih pravic na papirju v dejavnost, pač v življenje družbe, kjer se te pravice lahko uresničujejo. Micheline Lee je avstralska pravnica, odvetnica za človekove pravice, pisateljica, slikarka in raziskovalka, ki živi z motnjo motornih nevronov od rojstva. V njenem najbolj znanem eseju Rešilni čoln se kritično loteva avstralske nacionalne sheme osebne asistence. Njeno delo združuje osebno perspektivo z akademskim in pravnim pristopom k razumevanju in izboljšanju razmer za osebe z invalidnostmi. Nedavno se je v Ljubljani udeležila globalne konference Berkeleyjevega centra za primerjalno pravo o enakosti in protidiskriminacijsko pravo. Na strokovnem srečanju je govorila o dostopu oseb z invalidnostmi do prijateljskih, intimnih, partnerskih odnosov in o osamljenosti. I'd like to just say first that, of course, people with disabilities are very diverse. Najprej bi rada povedala, da so osebe z invalidnostjo seveda zelo raznolike in da niso vse osamljene. So pa prikrajšane, tako zaradi svojih teles, kot zaradi družbe. Gre torej po eni strani za okvaro, za prikrajšanost, ki izhaja iz te okvare, po drugi pa tudi za kontekst, v katerem se nahajaš. Toda v mnogih državah imamo statistične podatke, tudi v Avstraliji, od koder prihajam. In statistični podatki pravijo, da so osebe z invalidnostjo dvakrat bolj socialno izolirane kot osebe brez invalidnosti. Odločila sem se, da se osredinim na osebne odnose, intimna razmerja, ker je to precej zapostavljeno področje in ker velja prepričanje, da če se osredinimo na dostop do zaposlitve, do izobraževanja ali do javnih prostorov, bo to samodejno pripeljalo tudi do dostopa do odnosov. Seveda je ta povezava skozi izobraževanje ali zaposlitev pomembna in pomaga, a ne vodi vedno do odnosov. Zato bi morali posebno pozornost nameniti prav odnosom. Lahko si deliš prostor, pa so ljudje še vedno izključeni, ko gre za vzpostavljanje intimnega partnerstva ali prijateljstva. But people are still excluded when it comes to becoming an intimate partner or a friend. Kateri so glavne ovire, s katerimi se srečujejo osebe z invalidnostjo pri vzpostavljanju prijateljstev in intimnih odnosov? So a lot of it is attitudinal. Veliko je odvisno od tega, kakšen odnos imamo do teh vprašanj. Pogosto osebe z invalidnostjo vidimo kot ljudi, ki jih je treba zdraviti ali zanje skrbeti.
Veliko pogosteje bomo kot nujno prepoznali potrebo po vsakodnevni pomoči pri prhanju, ne pa tudi potrebe po pomoči pri vzpostavljanju fizičnega, spolnega odnosa. Gre torej za odnos do oseb z invalidnostjo, ki jih ne vidimo kot biti v odnosih, v razmerjih. Poleg tega pa je tudi dejstvo, da naša družba ni univerzalno dostopna. Ves čas se moramo boriti za dostopnost, bodisi fizično, senzorično ali komunikacijsko. In to te vedno postavlja na rob. Pogosto se poudarja, da si kot oseba z invalidnostjo breme za družbo, namesto da bi bila družba univerzalna ali vključujoča. Society being seen as universal and inclusive. Kako po vašem mnenju politike in storitve, tudi če so dobronamerne, včasih nehote prispevajo k izolaciji oseb z invalidnostmi? Well, for example, in Australia, V Avstraliji, na primer, imamo zelo velikodušen in potrebam posameznikov prilagojen program podpore osebam z invalidnostmi, ki prinaša posameznikom denarno podporo za osebno asistenco in pripomočke. In to je nekaj, kar je zelo bistveno in del struktur, ki jih kot osebe z invalidnostjo potrebujemo. Vendar je bil program izveden tako, da smo se znašli nekako kot v malih rešilnih čolnih. Namesto, da bi postala družba bolj vključujoča, je podporna shema postala zelo individualizirana, kar je v nekaterih primerih povzročilo še več izolacije. Statistike kažejo, da imajo ljudje manj dostopa do prijateljstev, več do podpornih delavcev in družinske podpore, a manj je podpore širše skupnosti. In del te težave, zelo bistven del te težave je bil tržni pristop, ki smo ga ubrali. Del razloga za to je bil, da smo morali, zato da bi dobili odobritev vlade, pripraviti stvari kot poslovni model. A dejansko je bil precejšen del tega, kar smo želeli doseči, ogrožen oziroma okrnjen prav zaradi pristopa, ki smo ga ubrali. In tako so postali odnosi precej transakcijski. Skupnostne organizacije, ki so se zanašale na skupnostne vire, pa so ugasnile. Ljudje tako hodijo ven s podpornimi delavci, ki so postali njihovi nadomestni prijatelji, namesto da bi iskali načine, kako bi podporni delavci predvsem podpirali ljudi, da bi se vključevali v skupnost. looking at ways in which support workers can assist with the inclusion of people into the communities. Kako lahko kot družba začnemo ustvarjati okolja, ki podpirajo ne le dostopnost, temveč tudi povezovanje, intimnost in ljubezen za osebe z invalidnostjo? Kako lahko začnemo znova graditi družbo? Yeah, so one thing about wanting to focus on relationships is about Ena od stvari, zakaj se želim osrediniti na odnose, je, da ostanemo pri resničnosti. Kaj v resnici pomeni vključenost? Na koncu ne gre le za deljenje prostora, ampak za dejanske, globoke odnose. Zato, da imaš v družbi enak dostop do tega kot osebe brez invalidnosti. Potrebujemo večplastni pristop. Potrebujemo prerazporeditev virov, spremembo stališč in tudi preobrazbo družbe. Ključno pri odnosih je priznanje, da osebe z invalidnostjo potrebujejo ljubezen in intimnost prav tako kot vsak drug. Obstaja veliko stereotipov o invalidnosti, ki jih vzdržujejo celo vlade in institucije, ki izvajajo reforme in storitve. Saj veste, ko pravijo, najprej moramo zagotoviti, kar je nujno. Dostop do prhe, zaposlitev, odnosi pa niso tako pomembni. Jaz pa menim, da ne smemo izgubiti izpred oči glavnega cilja. so I think we do have to keep our eye on the main goal. Pogosto zagovarjate pristop k invalidnosti, ki temelji na človekovih pravicah. Kako se koncept univerzalne dostopnosti ujema s tem pristopom in zakaj je nujen za zagotovitev polne participacije in dostojanstva oseb z invalidnostjo? So people with disabilities are often othered. Osebe z invalidnostjo so pogosto označene kot drugačne. V resnici je invalidnost del normalne človeške raznolikosti.
Vsak bo v nekem trenutku v življenju izkusil odvisnost in ranljivost. Zato je res fikcija, mit, da se vedno vidimo mlade in zdrave. To je res mit. Čas je, da postanemo realni in začnemo družbo graditi na univerzalni dostopnosti, saj bo imel koristi vsakdo. Če bomo omogočili dobro dostopnost, bo ta dobra za vse. Invalidnost pa ne bo več dojeta kot breme ali nekaj, za kar je potreben poseben boj za financiranje. Če bi k temu pristopali z zavedanjem, da je človeštvo raznoliko, bi to dejansko upoštevali in se prilagodili. Then we will be actually accommodating for it. Thank you. Thank you so much, Micheline. To je bila 7. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z vami smo bili avstralska pravnica Micheline Lee, soavtorica projekta Varno potujem, svobodno raziskujem Agnes Kojc in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Prevod je brala Maja Šumej. Podcast sem povezoval Mitja Blažič. Vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za pretočne vsebine. Ne pozabite nam slediti tudi na družabnih omrežjih Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Lahko nam tudi pišete na podcast@zagovornik-rs.si. podcast@zagovornik-rs.si. Kmalu se spet slišimo.